Spoštovane dame in gospodje, lep pozdrav iz Črne na Koroškem. In tokrat bom spregovoril nekaj besed, ki so nad povprečnim dialogom, ki ga v naši družbi imamo, da pokažemo tudi, kako pomembno je sprostiti blokade nekega strahu na nivoju, kaj bojo pa drugi rekli, ali pa ne upam povedati, raje držim za sebe. Kar pa je problem, ker tisto, kar držimo za sebe, nas napihne. In če gremo na neki fizikalni prikaz, tisto, kar nas napihuje, nas lahko nekega dne tudi raznese. Se pravi, naš prejema informacije, naš procesira, naš tvori spoznanja nauke in čisto naravna logika je, da te nauke in spoznanja brez strahu delimo z okolico, kajti vselej se na koncu v enem povsem naravnem sistemu, ki je okrog nas, izlušči tisto, kar je realno, relevantno. Dostikrat pa tudi, če je pač morda malce zgrešeno, ni problem, ker stimulira k konstruktivnemu razmišljanju in nenazadnje doseganju rezultata. Če to ponazorim, da ne bo preveč filozofiranja, dostikrat je nek zelo uspešen izdelek, zelo uspešen izum pred sabo imel kar nekaj neuspelih poskusov, zato lahko tudi naše verbaliziranje nekako primarjamo s tem, da pa se do resnice, tudi če še nismo v prvem trenutku vešči, pridelamo, prispemo takole, da verbaliziramo, moramo pa skrbeti, da imamo ob tem zdravo etiko in moralo in motive urejene takole, da ne želimo škodovati in uničevati, ampak zgrajevati in koristiti. Se pravi, pustimo ljudi naj razmišljajo in govorijo, ne posmehujmo se jim, ne ogovarjamo jih in ne dajemo jim vtisa, kaj bomo pa mi rekli, če nam bodo nekaj povedali. Kar nam ne morejo povedati kar takole, ampak nam kljub temu želijo. V glavnem, nahajamo se v Črni na Koroškem in jaz želim povedati tole, da je Slovenija čudovita dežela, ki je sama po sebi oblikovana kot nek tempelj. Ne gre za tukaj za ezoteriko, ampak povsem logična spoznanja pri analizi ostankov samostanov, cerkva, templjev in ostalega, kar sodi v to kategorijo. In ob vsem je Slovenija dežela, ki je znana po zelo lepi in živi naravi. Kar našo deželo pretvarja v ne tako zelo dodelano državo, je centralizacija in s tem nižanje pomembnosti krajem, ki niso v centru, v središču, ki niso prestolnica, in pri ljudeh, ki se kaj preveč ne pretegnejo v življenju, da bi spoznali resnico, to potem privede do tega, da misli, da lahko v Sloveniji samo v Ljubljani uspeš in samo v Ljubljani najdeš tisto res rešilno, vse ostalo pa je že nižje kategorije. Ampak temu seveda ni takole. In sedaj preden pokažem tukaj včeraj nekaj zelo zanimivega, bom še povedal konkretno za ta kraj, glede njegovega imena. Črna na Koroškem, Črna se v latinskem jeziku imenuje Ater. In vedeti moramo, ko so ti prajeziki nastajali, so se zelo mnogo naslanjali na naravne in kozmološke fenomene okrog nas. Tako da ta Ater, črna barva, temna barva seveda ne pomeni črnine v nekem našem splošnem pojmovanju, kar je tudi zgrešeno, če dodam na tem mestu. In ko potem pogledamo, kako so se nadalje besede razvijale, pojmi, imamo osnovo Ater, potem imamo M, Ater, mater kot mati, P, Ater, pater kot oče, frater kot brat, in da se začnemo zavedati res pomembnosti tega, pa imamo še materija, se pravi središče, jedro termina materija je Ater. In
Ko analiziramo, kako so sistematično nekoč jeziki nastajali, vidimo, da sta duh in materija neločljivo povezana, oziroma da mora med njima vladati harmoničnost, da je zdrav tako duh kot koristna materija. Čim nekaj pade iz ustreznega ravnovesja, kar pa ni vedno nujno 50-50, da se razumemo, v naravi ni vse povsem simetrično, ni vse povsem uravnoteženo, pa kljub temu je, tako kot mora biti, tu moramo biti zelo pazljivi, kaj dejansko pomeni pravilna uravnoteženost in kaj pomeni, oziroma kdaj je zaželjena povsem pravilna simetričnost in kdaj narava tudi kaj mimo povsem ravnih linij naredi, pa je pravilno. Zavedati se moramo, da je narava inteligentni sistem in da smo mi kot ljudje del tega inteligentnega sistema in da se moramo naučiti prepoznavati simboliko, informacije in da se moramo naučiti ustrezno vkomponirati v naravo, kajti ne potrebuje narava nas za preživetje, potrebujemo pa mi naravo in mi smo aktivni del narave. Ni ločitve med človekom in naravo. Človek je narava in narava kot celota inteligentni sistem, ki ima tudi svoje načine in svoja orodja za komuniciranje in sedaj smo že zadosti mentalno razviti, da nekatere zadeve, ki še jih morda splošno ta trenutek ne razumemo, ne moremo jih kar tako negirati, češ ti to verjameš, tega ni, pa ukvarjaj se z nečim v narekovajih pametnim. Vsako ukvarjanje z naravo, ki je s koristnimi motivi, je vselej pametno. In narava to ve in ceni.